eno od 20 dežel, za osvežitev malo manj kot 24.000 kvadratnih kilometrov obsega in ima celotna pokrajina Lombardija oziroma dežela, lepše rečeno, približno 11 milijonov prebivalcev. Središče, center je mesto Milano oziroma slovensko Milan, ki je staro mesto, mesto bogate zgodovinske tradicije, ki jo bomo na naši poti, ker imamo slušalke, po mestu tudi nekaj odkrili, nekaj spregovorili, kajti gotovo več, ko je zgodovine, težje se gre v neke podrobnosti, tudi ni potrebno. Kot sem že prvi dan omenil, je Italija ali italijanski šporn, kot mu radi rečemo, bolj ali manj gričevnato in v nekakšnem sredinskem delu gorato, reljefno zastavljena, postavljena, upodobljena, če hočete, in imamo ravninski del, ravnino kot tako, samo na severozahodnem delu in pa na jugovzhodnem delu. Naša tridnevna pot nas vodi po severnem delu in natančneje, kot sem tudi prvi dan rekel, smo bolj ali manj bili in seveda še smo v ravninskem delu, tako imenovani Lombardiji, ki je zelo pomembna v vseh pogledih za severni del Italije, kajti prav ta ravnina je seveda bila odskočna deska Rimljanom, seveda imamo tudi že prej, gotovo arheologi, ne samo tisti del arheologije, ki smo recimo včeraj videli kot tak kuriozum znamenitosti v palači, ko smo bili spodaj v spodnjih prostorih grota, ko je bilo nekaj izkopanin ožje okolice pokazanih. Tudi nasplošno je seveda bilo to zelo bogato glede poselitve že v času pred Rimljani. Pa vendar lahko rečemo, da prav rimsko cesarstvo Rimljani nekako vstopijo z Milanom oziroma s tem predelom v pomemben del dogajanja, posebej, kot bomo videli, druga polovica 3. in lahko rekli prva polovica ali pa kar celota 4. stoletja po Kristusu. Pred Kristusom imamo pa v 4. stoletju prvi udor, da se tako izrazim, Frankov, ki so kasneje kot taki poimenovani, bolj natančno bi rekli Galci. Tudi to poimenovanje dobimo šele v drugi polovici 1. stoletja pred Kristusom. To je bil Gaj Julij Cezar, ki je pravzaprav odkrival to področje severno od Alp oziroma severno od teh alpske pregrade, ki nas potem danes popelje v smer Avstrije, Nemčije. No in ko on to odkriva, seveda odkrije in poimenuje tudi pleme Galcev, ki ni samo takrat obstajalo, ampak že veliko prej. In tako v 4. stoletju pred Kristusom imamo prav preko tega nižinskega dela današnje Lombardije prvi pohod proti mestu Rimu. Ne da bi se poglabljali v rimsko cesarstvo, zgodovino Rima, pa vendar nekako 8. stoletje pred Kristusom začetek, najprej slabi 2 stoletji obdobje rimskih kraljev, potem pa praktično od 5. pa do 1. stoletja pred Kristusom obdobje Rimske republike. Od 1. stoletja pred Kristusom pa, če gledamo zahodni del, do 5. stoletja po Kristusu, pa imamo rimsko cesarstvo, tisto, kar pomeni v polnosti te besede dejansko vladavino cesarja oziroma cesarskih dinastij. V času torej republike, 4. stoletje pred Kristusom, se iz današnjega francoskega področja, če si pozavljamo Francijo, kasneje je tako poimenovana in tudi geografsko tako zaključena enota,
podajo preko alpskih pregrad. Včeraj smo bili za kratek čas v Piemontu, smo potem omenili tudi mesto Torino, so preko teh alpskih pregrad prišli Galci, takrat seveda še niso jih tako poimenovali, kot sem rekel, šele Julij Cezar, in gredo preko nižinskega dela, ker gotovo tam, kjer nižina lažje greš, kakor tam, kjer so zapreke in prepreke, in pridejo proti današnji pokrajini Emiliji Romani in gredo preko Alp, to se pravi preko Apeninov, preko tega dela naprej v smer proti Rimu. Rim je bil takrat že poznan, bila je Rimska republika in od 8. stoletja pred Kristusom do 4. pred Kristusom se je že razširilo samo, ne bom rekel cesarstvo, ampak sama republika, kajti vemo, da v času republike nekako potekajo tudi največje širitve oziroma največ novih ozemelj, nekako se osvoji oziroma osvojijo in tako nekateri zgodovine pravi akcija, reakcija, ko so prišli na meje z Galci, so potem Galci vdrli, kakorkoli. 4. stoletje pred Kristusom imajo že, lahko bi rekli Rimljani, izkušnjo enega udora dosti pomembnega ljudstva oziroma plemen, več teh galskih plemen, in tako imamo že prvi stik, danes bi zelo poenostavno rekli, med Italijani in Francozi. Seveda ne moremo tako poenostaviti, pa vendar, da si približno predstavljamo. In takrat se že pokaže, oziroma je že ta ravnina, ta nižina zelo pomembna, predvsem Rimljani vidijo, rimski senat takrat, da je treba to brani, da je treba to utrditi, kajti ko je ravno, se lažje napreduje in ne samo mi kot Rimljani, da tako rečem, ampak tudi drugi, ki prihajajo proti Rimu. Zatorej ne bi zgrešili, če bi rekli, da 4. stoletje pred Kristusom pomeni prvikrat resen premislek o tem, da je potrebno ta nižinski del, kajti Rimljani so se bolj, tam recimo Verona, pa potem tudi zdaj Bergamo, od teh strani usmerjali naprej preko alpskih pregrad, ne toliko na severozahodnem delu, kjer je ta nižina, Patska nižina, oziroma danes pokrajina oziroma dežela Lombardija. No in tako je nekako po tem obdobju, ko nekako preženi oziroma ustavijo prodor Galcev, naloga senata, da Rimljani bolj zares zaščitijo ta nižinski del, ki je že sam po sebi napram nekim vzpetinam ali goram nezaščiten. In tako, če smo omenili Verono kot eno od postojank ali lepše rimskih vojaških taborov, imamo sedaj pa ta najpomembnejši del v tem nižinskem predelu, in sicer, kjer je mesto Milano. Tako da poimenujejo Rimljani ta kraj, od tod tudi ime Milano, z nekoliko potem premetavanjem besed in besednih zvez, Mediolanum, sredi nižine, sredi ravnine. Od potem kasneje Milano oziroma Milan slovensko. Vojaški tabor, ki je bil zelo velik, bil je dejansko nekako del ob te Patske nižine, del reke ob reki Pat, ob Po, kot pravijo danes Italijani, in pa seveda imel zelo razvejano vojaško sestavo, kajti kot rečeno, lekcija, ki so jo dobili z vdorom Galcev v 4. stoletju, je bila ta, da je treba to nižino sedaj res dobro zaščititi in obraniti ta, lahko rečemo, zahodni del tedaj že bolj in bolj napredajočega rimskega cesarstva, ne v smislu cesarja, imperija kot takega. Tako so potem skozi zgodovino praktično vedno skrbeli, da je bila ta nižina
varovana, center vojaški je bil kar Mediolanum, namreč pri drugih teh vojaških centrih, pa da ne gremo preveč v globino, je bilo tako, da so bili podobno, kakor bi šli na pot v hribe, ko recimo ali pa tisti, še bolje rečeno, v skalni steni, plezanje, ko se upenjajo, se spomnimo na našo zlato prvakinjo oziroma olimpijsko prvakinjo, kako smo gledali, ali bo še do naslednjega klina, po domače rečeno, prišla in se usidrala, upela in šla naprej ali ne. No in tako na ta način so bili praktično ti vojaški tabori namenjeni zgolj temu, da napredujemo, se tukaj ustavimo, prenočimo, dalj časa, kratek čas, ampak namen je, da gremo naprej. Milano pa je Mediolanum od praktično 4. oziroma 3. stoletja pred Kristusom, kar neka taka baza, lahko rečemo, kjer je vedno bil rimski tabor in so iz okoliških krajev, recimo tudi Verona, Bergamo, kjer najdemo te vojaške zametke, so potem hodili in se premikali. Milano, Mediolano pa je bil bolj ali manj vojaško utrjen oziroma nekakšna obramba pred vdorom napadi iz zahoda. Nižina, nižinski del, predel, in ta nižina seveda kmalu služi pa zdaj za poti na zahod. Če sem prej omenil recimo Verono, Bergamo, kot mesti danes, da so šli Rimljani preko alpske pregrade proti severu, je pa sedaj napredovanje v smeri proti zahodu in danes že omenjeni Julij Cezar gre prav preko tega dela, deloma tudi dolina Aoste, potem kasneje v smer proti Torinu. Skratka, zdaj postane pa to izhodišče, če je bilo nekako 200 leti bolj ali manj za eno obrambo, po slabi izkušnji vdora Galcev, pa sedaj postane to izhodišče za osvajanje današnje Francije, da bomo lažje razumeli. In tako gre potem tudi smer proti Lyonu, kot najstarejši, potem kasneje tudi škofijskem središču in tako. In pa velika provinca prva, ki je na francoskih tleh, govorim z današnjimi besedami, današnjo terminologijo, to je Provence, provinca, ki ni imela nekega posebnega imena, kot je recimo pri nas Norik, Pannonije in tako naprej. Milano, Mediolanum, torej sedaj ne samo za stalno vojaško središče, bolj ali manj, ampak tudi pomemben center za osvajanje, lahko bi rekli, zahoda, ko gredo potem naprej tudi v smer proti Španiji, današnji Iberskem polotoku, zelo, zelo pomembno izhodišče, vojaško utrjeno in pa tudi na političnem pomenu vedno bolj pridobiva, kajti ko Julij Cezar v 1. stoletju pred Kristusom pravzaprav gre v Galijo in potem napiše tisto znamenito debelo Galiko, ne o debeli Galki, ko bi kdo Slovenil, ki ne zna latinsko, ampak o galskih vojnah, ravno tako izhodišče vedno postavlja v ta nižinski predel Mediolanum kot središče in izhodišče. Potem se seveda začenjajo osvajanja, začenjajo pridruževati nova področja in tako nekako dobi, če gledamo zdaj spet ta Apeninski polotok, osrednji del nekako približno na polovici, pa ni ravno tako, je bolj tako na poševno postavljeno, ampak da si lažje predstavljamo ta najbolj višinski del, alpski, osrednjega dela Italije, poimenujejo to, kar je preko alpske pregrade, to se pravi, pa smo videli smer Bologna, nekako tam naprej je to zdaj že poimenovano kot Galija. Zanimivo, pa so imeli izkušnjo samo v 4. stoletju pred Kristusom z vdorom Galcev Galija Cisalpina, kar je pa preko gorske pregrade, v smislu, ko sem prej rekel, recimo dolina Aoste, pa potem sta piemontski del, med drugim, ko se gre potem tudi danes skozi predor Mont Blanc ali pa vsta alpski del, pa imenovan kot Galija Transalpina, preko Alp.
To samo mimo grede, tako da v bistvu se nekako tale del tako prav po opisu galskih vojn Julija Cezarja tako tudi imenuje. Kasneje, kot bomo po mestu tudi povedali, bomo zdaj stopili v bližini svetega Ambroža, se tudi v drugi polovici 3. stoletja na ta tla, konkretno v Milano, preseli za nekaj časa tudi, lahko bi rekli, središče Rima, upravna enota Rimskega cesarstva, zato bomo potem tudi še omenili zagotovo pomembno leto 313, to je seveda po Kristusu, ko dobi Cerkev svobodo, ko krščanstvo dobi dovoljenje, da je eno izmed religij oziroma verstev, ki so bila prisotna znotraj Rimskega imperija, dobi tako imenovani potrditveni list, potrditev s tako imenovanim milanskim reskriptom oziroma milanskim ediktom, prav zato, ker je bil tukaj center Rimskega cesarstva in ne več Rim. Ampak bomo potem o poti, ko bomo pokazali oziroma šli po poteh, kjer je bil upravni del Rima, danes seveda se od tega nekako ne vidi nič, kajti to je bilo vse manj mogočno, kot je samo mesto Rim, prav gotovo, in so za upravno središče tako imenovano uporabili pravzaprav kar te objekte, ki so bili bolj za stalno kot drugod postavljeni, kajti zdaj že vemo, da je tam Milano, Mediolanom, bil stalni vojaški center, torej stalna vojaška navzočnost. Ta nižina, ta predel, kot imenovan tudi Padska nižina, po reki Pad, včasih celo inače Padska nižina z Lombardijo, ni čisto tako, pa vendar velikokrat tudi ta podoba, prispodoba. In tako imamo, ko je leta 476, konec po Kristusu seveda, konec Rimskega cesarstva, torej zahodnega Rimskega cesarstva, ko se že omenjeno v drugi polovici 4. stoletja in v prvi, pa tudi deloma drugi polovici 5. stoletja dogajajo pomembni premiki, tako rekli selitve, ki jih pravzaprav povzročijo Huni, hunska nevarnost Atila. Takrat se na tem predelu, na tem lombardski nižini, Lombardiji, začenjajo pojavljati oziroma kar nekako bolj ustalijo plemena, ki jih kasneje poznamo kot ljudstvo Langobardov, dolgobratcev, Langobardi. To je potem kasneje, kot je Julij Cezar opisal galske vojne. In to ta ljudstva, ki jih je srečal na francoski tleh, zelo narekovaju, poimenoval kot Galci, Galija, potem Cisalpina, Transalpina. Tako je Štefan Diakon, ni bil prvi diakon sveti Štefan, ampak tako je tudi kasneje poznan v zgodovini, v 6. in 7. stoletju nekako zapisoval ta predel oziroma zapisoval dogodke vedno bolj močnega kralja.